Na Bled so se vrnili poletni filmski večeri. V sklopu projekta Kino Bled so obiskovalci v zdraviliškem parku pod milim nebom uživali v projekcijah in skupnih ogledih filmov. Tega na Bledu primanjkuje in zato so se odločili začeti to filmsko zgodbo, pove glavni pobudnik in vodja projekta Aljaž Markelj. Kot otroka me je oče vozil v kino, dostikrat hodila tja gledati. Potem me je en kolega v času gimnazije navdušil za filme, še bolj dodatno. Pol pa nekje v času študija, med enim študijskim obdobjem sem začel za sproščanje neke filme gledati. Pol pa sem počasi začel na festivale hoditi, se angažirati, prostovoljci. Bil sem recimo v Kanadi, sem tam na Toronto Film Festivalu sodeloval, pa na Fantazija Film Festivalu, potem na Liv, pa Kino Otok, pa take stvari, sem počasi nabiral izkušnje. Pol sem pa na eni točki, na enem pikniku sva se usedla dol z Matevžem, pa jaz sem imel to del v glavi in videl sem, da bi on bil zainteresiran in sem mu rekel, glej, bi naredila to na Bledu, ker se mi zdi, da mu to res manjka. Pa sta bila za oba, pa se je par mesecev nekaj tenstalo, pa smo se počasi usedla dol, pa smo se zdaj sestavili skupaj in evo, zdaj pa smo. Na začetku ekipa dveh mladih filmskih navdušencev se je postopoma širila. Na pomoč so jim priskočili občina Bled in Zavod za kulturo Bled ter Turizem Bled. In tako je postopoma nastal Kino Bled. Festival smo otvorili z enim čilenským filmom, Tomasa Alzamora Muñoz. Spoznal sem ga na Lifu, ker sem delal v hospitality službi in sem bila v bistvu cel teden skupaj, nisem vedel, koga pričakujem, kdo prihaja k meni, ampak sva se ujela, cel teden preživela, imela kar doživete dneve. In na uni točki sem se nekako, mi je bilo tako jasno, da je to nek film, ki ima zelo podobno zgodbo o neki naši zgodbi, kot mi hočemo pelati in evo, zato je tudi tukaj mogoče pristal. Kot pač nek totalen prijatelj tega festivala. Med drugim so prikazali legendarni film Polnočni kavboj. Ni manjkala niti jugoslovanska klasika, srbski film Sivi kamion rdeče barve Srđana Koljevića, s katerim so želeli prikazati nekaj tipičnega srbskega humorja. Žal jim je vreme prekrižalo načrte in je dvakrat filmski večer odpadel. Tako so bili gledalci prikrajšani za dva slovenska filma. Dokumentarni film Nepoškodovane, ki ga je posnela ekipa Balkan River Defense, in najboljši slovenski film lanskega leta Urše Menart, Ne bom več luzerka. Recimo nek aspekt našega festivala, ki hočemo predstavljati slovensko plat, tudi slovenske filme, ker se nam zdi zelo pomembno tudi nekako vključevati neko lokalno slovensko okolje. Ker se mi zdi, da vse slovenska kinematografija ima marsikaj za pokazati in je, kaj pa vem, Slovenci imamo še kar tak nekonstruktivno negativen odklon do lastne kulture. Se mi zdi, da kar malo a priori že rečemo, slovensko je to ni dobro. Pa ni nujno res in smo hoteli pokazati tudi to, kar je lahko mogoče slovensko in dobro. Vrhunec je festival dosegal s filmom Tatiči. Iz stvaritvenega vidika je saj za nas vse totalno dodelan na nivoju. Prinaša neko sporočilnost, neko atmosfero, neko izkustvo za gledalca, ki je nezanemarljivo. V nedeljo potem še Blues za Saro, to je pa še se pravi tisto, se poveže Ne bom več luzerka, pa Undamaged, slovenski film, sneman tukaj na Bledu večinoma in je neka naša iniciativa, neka naša iztegnjena roka proti lokalcem, da mogoče vidijo tudi, da vsekakor ne mislimo delati mimo njih, ampak z njimi mogoče. Poleg filmskih užitkov je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. Za slednjo je poskrbel Dr. Cocktail. It's about energy, it's about synergy. So when I met the organizers, they seemed like very sincere and good guys, and so obviously it's in my interest to join something that's new. It's a starting project. If you join a project that already exists many years, perhaps you're not as welcome, but in this case we're really starting together, so of course it's much more unified and beautiful, I dare say. Njegov koncept priprave pijače se nekoliko razlikuje od ostalih ponudnikov. For me, of course, my ultimate desire is just to put natural medicines into the mouths of the masses. So if I can have some kind of opportunity like here to represent, even I'm not really representing myself. Actually, I'm just serving drinks, and if someone's interested, they can find out that it's actually healthy drinks, and so for that I'm happy. I'm happy if people can receive health
through nature. Z dobro pijačo v roki je bil čas za zabavo, tako pred kot tudi po filmski projekciji. Za glasbo sta med drugim skrbela tudi gosta z Berlina, ki sta bila nad Bledom in festivalom navdušena. Second time in Slovenia, and when I came here 2 years ago to Ljubljana, I fell in love with the place, and then we had the opportunity to come out for the festival. So we're like, let's do it, let's go to Lake Bled. I absolutely love it. It's amazing. He adores it. He won't stop talking about it. He's Yeah. like, can we move here? Can we get a castle And I on the mean, lake? have a look at the lake. It's the most beautiful place ever. So, Yeah. I mean, we're just happy to be here. And today you're going to take care of the music. Yes, we're going to play at Club Stop, which looks really great. We inspected the venue before, and we're going to bring our brand of techno to Lake Bled. Pripravili so tudi okroglo mizo o aspektih Bleda. Tukaj se gre pa spet za to, čisto da bi pogledali mogoče zgodovino Bleda, ki je, ne vem, vsaj jaz, ker sem potem počasi kakšne stvari spoznaval, recimo, da je na prizorišču, kjer je zdaj zdraviliški park, tukaj, kjer je kino, je včasih stal zdraviliški dom. Jaz sem to par mesecev nazaj izvedel. To je bila neka velika, mogočna kulturna hiša, kjer so v bistvu prejeli prireditve in imeli tudi neke, mislim, te veljaki so se tam sestajali in sprejemali odločitve o prihodnosti Bleda. In potem je bila ta hiša na neki točki pač nažalost podrta zaradi nekega hotela. In se nam zdi to še kar neka taka simbolična zadeva, no? Mogoče za cel Bled na neki točki. Ne nujno v sedanjosti, ker težko je reči, kdo je zdaj res odgovoren za to, ampak škoda se nam zdi, no, da se take kulturne zadeve včasih izgubijo. Tako da je to neka iniciativa, recimo te okrogle mize, pogledati se pravi zgodovino, pa primere potem to zgodovino z neko sedanjostjo, se pravi poiskati nek konflikt, neko navzkrižje, kaj je bilo, kaj je in kaj bi lahko bilo, in se pravi iz tega potem izhajati v neko vizijo Bleda naprej. Splošni cilj festivala je obujanje ponudb, ki so nekdaj delovale na Bledu, pa so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov na neki točki izgubile svoje mesto. Kaj pa za naprej? Verjetno bo to kar stalnica. Sigurno, ja, mislim, to letos je res nek bolj prototip, bi rekel, ker kot sem rekel, v štartu so bile zamišljene tako 9 projekcij in to bi bilo to. Potem je to po nekem sklopu sosledju dogodkov, razmer postal kar nekak filmski teden, festival. In zdaj mislim, da smo se našla prava ekipa skupaj, da imamo neke ambicije in cilje to ustvariti tudi še v veliko večji meri v prihodnosti, no. Mislim, vidimo veliko potencialov, pač veliko lokacije na Bledu, ki bi se jih dali izkoristiti za neko filmsko projiciranje. Odziv publike je bil odličen, tako med domačini kot tudi turisti. Well, this morning we were driving to Bled, and on the way here we saw the sign that there was a free cinema night. And my girlfriend then asked via Facebook if there were English subtitles, and there were, and then we decided to come. I also like it, it's not a famous movie, so we can enjoy a new movie that we haven't seen before. Mislim, meni se zdi super, sploh da gre za neko mlado ekipo, ki prinesejo eno vduh tle na Bled. Tako da glih zato sem prišla pogledat, ker v bistvu niti ne vem, da je tukaj že kaj bilo na to temo včasih. To se mi zdi prekrasno, čudovito in uživamo v tem. Zelo lepo. Pa to ni vaš prvi večer? Ne, žal samo drugi, ampak kljub temu. Pa mislim, da bom uživala tudi v tem filmu. Mi ne bo treba brati podnapisov. Sem še tista generacija, ki znamo. Znamo in pišemo. Kako se vam zdi, bi bilo fajn, da bi se ta tradicija kar nadaljevala? Ja, lepo. A ne tudi bližnja Radovljica ima to, že kar nekaj časa. Mi bomo pa začeli, pa nadaljevali, ne? Mladi entuzijasti, naprej. In ja, lahko se strinjamo z gospod Tatjano. To je šele začetek in prihodnost festivala, ki jo gradi mlada ekipa, bo zagotovo še dolga. Zato lahko rečemo le, se vidimo naslednje leto.